Spoštovani, v imenu organizatorja Javne agencije Spirit Slovenija lepo pozdravljeni in dobrodošli na digitalni podelitvi FDI Award 2020, ki okoliščinam navkljub tokrat ne bo nič manj slavnostna. Danes sestavljamo kocke, se igramo za inovativnimi formacijami in iščemo najboljše strukture naše prihodnosti. Ne le vse bolj kozmopolitanski utrip, ampak tudi rast neposrednih tujih naložb nakazujeta, da se v Sloveniji več kot zavedamo, da tudi multinacionalke v domačem prostoru poganjajo motor hitrejšega razvoja in spodbujajo razmišljanje izven ustaljenih okvirjev, ter tako dvigujejo zagon in motivacijo za napredek. Nagrade za izjemne uspehe tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju Javna agencija Spirit Slovenija podeljuje že od leta 2006. Z nagradami dopolnjujejo širšo slovensko strategijo za privabljanje tujih neposrednih investicij, ki sodi med prioritetna področja tako Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot celotne vlade Republike Slovenije. Nagrade bomo tako nocoj podelili najuspešnejšim podjetjem s tujim kapitalom, ki širijo svoje poslovanje in število zaposlenih v Sloveniji ter spodbujajo inovativne in pametne rešitve. Prvi, ki bo izkazal čast tako tujim lastnikom, slovenskim zaposlenim, kot njihovim dobaviteljem in kupcem, ki so osnovni gradniki njihovega uspeha, je dr. Tomaž Kostanjevec, v.d. direktorja Javne agencije Spirit Slovenija, ki ga lepo pozdravljam in ga z varne distance vabim na digitalni oder. Spoštovani udeleženci, dragi gostje in gosti. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Tradicionalna podelitev priznanj in nagrad najboljšim tujim investitorjem je postala eden najpomembnejših poslovnih dogodkov v državi. Letos zaradi spremenjenih razmer poteka malce drugače, v virtualni obliki. Vsako leto nagradimo tuje investitorje, ki ste v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate ter pomembno prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. S tem vam želimo predstaviti kot pozitiven zgled in primer dobrih praks v slovenskem poslovnem okolju. Obenem pa vrednotiti pozitivne učinke, ki jih prinašate k nam. Obstoječi tuji investitorji se namreč vitalen in strateški del slovenskega poslovnega okolja, v našo državo pa prinašate tudi odličnost, napredne tehnologije in bogate izkušnje. Rastete hitreje od ostalih, tako po obsegu prodaje in številu zaposlenih, kot tudi po dodani vrednosti na zaposlenega in izvozu. Vaša vloga je neprecenljiva tudi pri raziskavah in razvoju ter novih tehnologijah. Ste zaželeni zaposlovalec in obenem odlični ambasadorji slovenske države in gospodarstva v vaših matičnih državah. Vaš glas o dobrih in slabih izkušnjah seže daleč. Lahko je zelena ali rdeča luč za druga mednarodna podjetja, ki se odločajo o vstopu na slovenski trg. Rdeča nit letošnjega dogodka so inovacije in pomembnost kulture inoviranja za razvoj podjetja. Inovacije so že od nekdaj v središču slovenskega gospodarskega življenja, kot ključna sestavina naše konkurenčne prednosti. V Sloveniji imamo 4200 raziskovalcev na milijon prebivalcev. Vsako leto iz naravoslovja in tehničnih ved diplomira več kot 40% študentov. Zanimivo je tudi poudarek, da Slovenski urad za intelektualno lastnino prejme v povprečju eno patentno prijavo na dan. Inovacijsko dejavnost spodbuja tudi država, saj 2,39% svojega BDP namenja za raziskave in razvoj. Večino teh sredstev, kar 77% gospodarstvu, kar je največ od vseh držav članic EU. Slovenija omogoča tudi do 100% davčno olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj. Pomembnost in nenehnih vlaganj v izboljšave, razvoj in inoviranje se zavedate tudi podjetja. Dovolj zgovoren je podatek, da je Slovenija vodilna med državami centralne in vzhodne Evrope. Po številu skritih prvakov, tako imenovanih hidden champions. To je zelo uspešna, inovativna, mala in srednja velika podjetja, ki so s svojimi prebojnimi tehnologijami, rešitvami in storitvami vodilna v svetu na svojih nišnih trgih. Vse to kaže, da je Slovenija predstavlja privlačno in spodbudno okolje za razvoj prebojnih inovacij na mednarodni ravni. To je v časih, ki jih zaznamuje veliko sprememb v poslovanju in vsakdanjiku številnih podjetij, še posebej pomembno. Država si bo tudi v prihodnje prizadevala spodbujati inovacijsko dejavnost podjetij z različnimi ukrepi in spodbudami. Naša agencija bo postavila nov model za krepitev inovacij in tehnološkega razvoja v Sloveniji. Ta bo poleg finančnih spodbud vključeval tudi podporo podjetjem pri iskanju mednarodnih finančnih virov
ter vključevanju v mednarodne tehnološke verige in partnerstva. Naj počasi zaključim. Današnji dan je namenjen vam, spoštovani tuji investitorji, ki ste se v preteklosti odločili za Slovenijo, sedaj pa skupaj soustvarjamo našo prihodnost. Veseli me in ponosni smo, da ste si za svoje poslovanje izbrali prav našo državo. Vsem nagrajencem iskreno čestitam in želim veliko uspeha tudi v prihodnje. Naj vam ob tej priložnosti zaželim tudi vse dobro v letu, ki prihaja, z željo, da se na naslednji podelitvi srečamo v živo in tudi osebno spoznamo. Uživajte v dogodku. Hvala lepa, dr. Tomaž Kostanjevec, za vaš slavnostni nagovor. Preden povabim k besedi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj samo povem, da je letos strokovna komisija v sestavi predsednice Helene Šlamberger iz Spirit Slovenija in članov magistra Mateja Skočirja iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, doktorice Andreje Jaklič iz Fakultete za družbene vede, Romana Rojca iz SID banke in Alena Pivka iz STA. Izbirala je najboljše tuje vlagatelje v 4 kategorijah. In sicer pomemben zaposlovalec, zeleno, ustvarjalno in pametno. Seveda pa vsi nagrajenci v svojem poslovanju uresničujejo in udejanjajo slogan slovenskega gospodarstva zeleno, kreativno, pametno. Green, Creative, Smart. Kakšno magično moč imajo te 3 pozicijski pojmi, nam bodo razkrili kmalu. Še predtem pa k besedi vabim ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Zdravka Počivalška. Spoštovani udeleženci, dragi gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši digitalni družbi na podelitvi nagrad Foreign Direct Investments. Slovenija je država priložnosti in gospodarskega napredka, je dežela priložnosti in odličnih strokovnjakov. Današnja podelitev priznanj in nagrad najboljšim tujim investitorjem je postala eden pomembnejših poslovnih dogodkov v državi in ponosen sem, da se odvija pod okriljem ministrstva, ki ga vodim že 3. mandat. S proaktivnim in dinamičnim pristopom je Slovenija uspela lani povečati pritok tujih neposrednih investicij na dobrih 16 milijard evrov. To je trenutno 33% bruto družbenega produkta, 65,5% vrednosti vseh tujih neposrednih investicij v Sloveniji, predstavlja pa 5 največjih investitoric: Avstrija, Luksemburg, Nemčija, Švica in Italija. Če pogledamo iz vidika izvornega lastništva, imajo pomembno vlogo investitorja v Sloveniji tudi Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Ruska federacija in Kitajska. Slovenija ima jasno vizijo na področju privabljanja tujih neposrednih investicij, privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi projekti z višjo dodano vrednostjo. Ta bodo prispevala k dvigu kompetenc naše delovne sile, pozitivno vplivala na inovativnost in tehnološki razvoj ter prispevala k enakomernemu regionalnemu razvoju. Prizadevamo si za pritegnitev investitorjev, ki bodo pri nas odpirali raziskovalno-razvojne oddelke in investicij, ki bodo omogočile čim višje pozicioniranje naših dobaviteljev v globalne verige vrednosti. Danes vam želim predstaviti slovenski inovacijski potencial, ki je v preteklosti prinesel veliko dobrega in mnogo prebojnih tehnologij. Ob odličnih raziskovalcih v raziskovalnih ustanovah in povezavah z gospodarstvom bi rad izpostavil tista, ki se dogaja vsak dan v majhnih korakih. Podjetništvo je boj in ta boj poznate tako dobro kot jaz. Prebojne ideje potrebujejo okolje, tim in postopen ciljni napredek. Predvsem pa potrebujejo stranke. Veliko je napak, na katerih ne smemo pozabiti, ampak se na njih moramo nekaj naučiti. Vedno pa stavimo na zmage in nove izdelke ali storitve. Zato bomo v prihodnjih nekaj tednih skupaj z agencijo Spirit pripravili nov koncept in predstavili program razvoja inovacijske dejavnosti. Potrebujemo novo paradigmo razmišljanja, ki ga bomo podpirali v smislu 3 stebrov in celovite povezave vseh deležnikov, ki so pomembni za rast in konstanten inovacijski razvoj. Prvi steber bo predstavljal
koordinacijo podpornega okolja za inovacijske dejavnosti v obliki 3 ukrepov. Krepitev sodelovanja med raziskovalnim okoljem in podjetji, v obliki promocije inovacijske dejavnosti ter v obliki analitike in napovedi novih ukrepov glede potrebe trga. Drugi steber bo predstavljal podporo podjetjem pri vzpostavljanju in krepitvi mednarodnega sodelovanja ter izmenjav. Zato sta predvidena 2 ukrepa, in sicer sodelovanje s podpornim okoljem v tujini ter prenos znanja in dobrih praks iz Slovenije in v Slovenijo ter krepitev kompetenc gospodarstva. Tretji steber pa predstavlja finančne spodbude tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, namenjene inovacijskemu razvoju slovenskih podjetij, in ukrepi, ki jih bo Slovenija spodbujala v okviru tega stebra, bodo namenjeni predvsem dvigu ravni inovacijske dejavnosti, povezovanju in sodelovanju med raziskovalnimi organizacijami in inovativnimi podjetji, mobilnosti visokotehnoloških strokovnjakov v Sloveniji in tujini in pa novim pristopom, modelom pri prodaji novih inovacij v podjetjih na domačem in tujih trgih ter hitremu prilagajanju ukrepov na spremembe v času pandemije koronavirusa. Istočasno pa se bo agencija Spirit aktivneje vključevala v mednarodne projekte kot partner v projektih. Na našem ministrstvu sodelujemo in konsistentno spremljamo podatke na področju inovativnega ekosistema, tako smo v nedavni pilotni analizi stanja inovativnosti v slovenskem gospodarstvu letos ugotovili, da podjetja kar 16% letne prodaje namenjajo raziskavam, razvoju in inoviranju, ter da je najpogosteje uporabljena metoda pri inoviranju design thinking. Obstoječi tuji investitorji ste vitalen in strateški del slovenskega poslovnega okolja. Našo državo prinašate odličnost, napredne tehnologije in bogate izkušnje. Zato vljudno vabljeni in dobrodošli na dogodek podelitve nagrade najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa, minister Zdravko Počivalšek, za vaše besede, da lahko se strinjamo, da smo sredi izzivov polnih časov in da bodo uspeli le tisti, ki bodo te izzive razumeli ter jih transformirali v dodaten zagon za iskanje rešitev, novih poslovnih modelov, še tesnejšega sodelovanja in povezovanja. Slednjega bo najlažje doseči s povezovanjem posameznikov z najboljšimi talenti. In to je iztočnica za razglasitev prvega nagrajenca FDI Award Slovenija 2020 in sicer v kategoriji Pomemben zaposlovalec. Besedo predajam ministru Počivalšku, ki nam bo razkril prvega nagrajenca. Spoštovane dame in gospodje, čast mi je, da lahko razglasim prvega nagrajenca FDI Award 2020 v kategoriji Pomemben zaposlovalec. Nagrado prejme Atlantik Droga Kolinska. Iskrene čestitke. Podjetje Atlantik Droga Kolinska d.o.o. ima bogato zgodovino. Od ustanovitve podjetja Kolinska leta 1908 preko lastništva s strani podjetja Frank iz Zagreba do združitve s podjetjem Droga iz Portoroža leta 2005. Leta 2010 je tako združeno podjetje postalo del hrvaške skupine Atlantik Grupa, ki je eno vodilnih podjetij s prehrambnimi izdelki in pijačami v regiji. S tem je pridobilo lastnika, ki vlaga v razvoj in širitev številnih uspešnih blagovnih znamk, ki so tudi v mednarodni trgovini pomemben element spodbujanja izvoza. Podjetje je v letu 2019 doseglo 171 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot v prejšnjem letu. Čisti poslovni izid je znašal 23,5 milijona evrov. Podjetje je imelo v preteklem letu 465 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je lani presegala 93 tisoč evrov. 62% delež prodaje dosegajo na trgih Evropske unije, v jugovzhodni Evropi nadaljnjih 25%, izvažajo pa tudi v Rusijo. Gre za enega največjih zaposlovalcev v tuji lasti, predvsem v razmerju zelo visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. Poleg nagrajenega podjetja, tuji lastnik v sestrskem podjetju Atlantik Trade d.o.o. zaposluje še 181 oseb.
Zaradi vsega naštetega komisija v kategoriji Pomemben zaposlovalec nagrajuje podjetje Atlantik Droga Kolinska d.o.o. Najlepše se zahvaljujem za nagrado FDA Award, ki jo jemljem tako v čast osebno, kot tudi v imenu vseh svojih sodelavcev. Predvsem je nagrada velika spodbuda za do zdaj opravljeno delo, hkrati pa obveza za vse, kar nas čaka tudi v prihodnje. Hvala še enkrat. Iskrene čestitke našemu prvemu zmagovalcu. S predstavnikom zmagovalca v kategoriji Pomemben zaposlovalec smo se pogovarjali na razdalji in izvedeli marsikaj zanimivega. Iz studia se tako selimo v njihove poslovne prostore. Gospod Smrekar, lepo pozdravljeni in dobrodošli in seveda najprej iskrena in topla čestitka za novo prestižno nagrado v nizu mnogih nagrad, tako za vas osebno, kot pa za vaše podjetje. Z nagrado FDI Award Slovenija želi seveda Vlada Republike Slovenije ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju in vi jo prejemate v letu, ko praznujete tudi jubilej. Namreč 1. julija je minilo kar 10 let, odkar je Droga Kolinska postala tudi sestavni del skupine Atlantik Grupa, ki je eno vodilnih prehranskih podjetij v regiji s priznanimi blagovnimi znamkami, ki jih pravzaprav ljubimo vsi, naj jih naštejem: Argeta, Kokta, Barcafe, Donut MG in mnoge druge. Lahko morda tako na kratko in za začetek opišete to 10-letno pot vašega podjetja, ki je bilo, prepričana sem v to, polno izzivov in poslovnih avantur. Ja, najprej hvala za čestitke, tako v mojem imenu kot v imenu vseh naših sodelavcev. 10 let je kratka ali pa dolga doba. Skratka, to, kar je bilo najbolj pomembno, je bilo seveda, da takoj po združitvi poskrbimo za poenotenje skupne kulture. Skratka, sam proces integracije je potekal hitro in res velikim poudarkom na teh mehkih stvareh, kot so skupne vrednote, skupna kultura, skupna vizija, to, kar naj bi nas združevalo. In seveda ob tem združevanju upoštevanje tudi vseh raznolikosti, ki na nek način bogatijo naš vsakdanjik in delajo to, kar konec koncev prinaša presežke. V 10 letih smo naredili veliko uspešnih zgodb, najpomembno pa je to, da smo ohranili proizvodnje, ohranili smo vse pomembne programe, vse blagovne znamke, število zaposlenih se je povečalo za kar 120 novih sodelavcev in tukaj gre predvsem za sodelavce višjega plačilnega razreda, strokovnjake z področja tehnologije, marketinga, informacijskih tehnologij. Skratka, to, kar konec koncev dviguje dodano vrednost in standard življenja v Sloveniji. Leto 2020 je leto ne le jubilejev, ki sva jih omenila, ampak tudi leto prepogostih izzivov, tako za vas kot za vaše podjetje. Postavlja vam jih pandemija globalnih razsežnosti. Pa me zanima, gospod Smrekar, kaj je tisti največji izziv, s katerim se v tem hipu recimo soočate, tako na osebni kot seveda na poslovni ravni v vašem podjetju? No, to, kar je dejstvo, da je ta kriza izpostavila mnoge slabosti na eni strani, kot tudi dobre strani na drugi. Pokazala je, kako smo digitalno pripravljeni kot podjetja. Pokazala je, kako imamo diversificirane programe, kako se te različni produktni programi odzivajo na krizo. In ugotavljamo, da smo mi izjemno rezistentni na kakršnokoli krizo. Podobno izkušnjo smo imeli že 2010, takrat smo opravili domačo nalogo z podrobno analizo, kateri programi, katere blagovne znamke so se odzvale, kako so se odzvale. In veliko tega znanja uporabili tudi v zdajšnji krizi. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, po moje, so ponovno te mehke stvari. In sicer, ko vi imate 2500 zaposlenih na delu od doma, praktično od marca, mi namreč nismo niti v poletnih mesecih dovolili vračanja nazaj na delovna mesta, razen manjšemu številu, se pravzaprav pokaže, kakšna je zavzetost zaposlenih, kakšne vrednote nas združijo in konec koncev, ali te ljudje imajo smisel, zakaj so v tem podjetju in kaj v tem podjetju delajo in kaj bomo naredili.
Ponosen sem, da v vsem tem času nismo opustili niti enega projekta, nasprotno, izpolnili smo vse, kar smo si zadali, v veliko produktnih programih presegli vse začrtane cilje, obenem pa dodali še kar nekaj novih projektov, kar kaže na to, da imamo res visoko zavzete zaposlene, dobro digitalizirano poslovno okolje in da vemo, kaj delamo, in zato tudi seveda bolj optimistično lahko zremo v prihodnost. Se strinjam z vami, gospod Smrekar, osmišljanje dela, življenja je v pandemiji še tako zelo bolj pomembno, kot je bilo mogoče pred pandemijo. Tako da vam čestitam tudi za to, da imate in da ste uspeli doseči tako agilne in predane zaposlene. To je vsekakor dragocenost. Dragocenost je pa tudi tam, ki se jo marsikdo v Sloveniji zaveda, torej prihod tujega kapitala, pa ne samo tujega kapitala, tujih investitorjev, ampak tudi pravzaprav prihod novih tehnologij, novih poslovnih modelov, strategij, nekega out of box razmišljanja. Prepričana sem, da si vi osebno prizadevate in vsi v vašem podjetju pustiti neizbrisljivý pečat v slovenskem prostoru. Pa me zanima, kaj je tisto, na kar ste še posebej ponosni, da dajete ali vračate slovenski družbi v tem hipu in tudi v prihodnosti? Kaj so tisti, recimo, družbeno odgovorni projekti? Tega je bilo veliko. Tisto, kar je pomembno, je, da je trajnost v srču našega delovanja. Ampak trajnost ne moremo razumeti kot samo zmanjševanje ogljikovega odtisa. Moramo ga razumeti kot vsaj nekaj področji, ki so povezane na eni strani z našimi produkti, kako jih delamo, kako skrbimo za okolje, odpadke, kako zdravi so te proizvodi. Na drugi strani, kaj vračamo v družbo, v kateri živimo, in v okolje, v katerem delujemo, in na tretji strani, kako ravnamo z našimi zaposlenimi. Skratka, ko vsa ta tri področja nekako povežemo in uravnotežimo, lahko govorimo o trajnosti. Eno brez drugega pravzaprav ne gre. To ni samo moderna beseda, ki jo je treba napisati v letno poročilo, ampak je način našega delovanja. Zato ne preseneča, da ko nastopijo izredni trenutki, mi te takoj zaznamo in se na njih tudi odzovemo. V naši navadi ni, da bi o teh stvareh govorili ali jih počeli zato, da imamo dobro reklamo, bi lahko rekli temu. Mi to naredimo, ker v to verjamemo, in vkolikor ljudje, ki so prejemniki takšnih aktivnosti in naših donacij ali aktivnosti, o tem kaj povedo, je pač to njihova izbira. Seveda smo se v tej krizi takoj odzvali. Na eni strani smo pomagali slovenski vladi z donacijo na račun za pomoč pri reševanju zdravstvene krize. Ministrstvu za šolstvo smo pomagali z izjemno velikim nakupom računalnikov in tablic za vse tiste otroke, ki niso mogli študirati, se učiti in participirati v šolskem programu od doma. Poleg tega smo pa poiskali celo vrsto aktivnosti, ki so pomagale lokalnemu okolju. Skratka, zavedati se moramo, od kje prihajamo, in v to okolje tudi nekaj vračati. Zelo lepo je to slišati, verjamem, da so vse vaše misli nekako usmerjene res v to, v akcijo, v delovanje. Vsekakor sem pa prepričana tudi, da razmišljate o inoviranju, o inovacijah. Danes cel svet pravzaprav pričakuje eno in edino stvar, to je cepivo. Vi pa ste v enem izmed intervjujev dejali, da z vašim delovanjem, z vašimi izdelki že skoraj da zasledujete tisto dodano vrednost, ki bi jo lahko postavili ob farmacevtski panogi, industriji. Mi lahko mogoče malce več poveste, kako razmišljate v vašem podjetju o tem področju inovacij, novih tehnologij, novih pristopov? Kupci so tudi navsezadnje vedno bolj zahtevni. Tako je, ključna beseda so kupci. Ključna beseda je to, da imamo v srču našega delovanja poleg trajnosti misel na potrošnika. Skratka, potrošnika je treba imeti rad. Če ga imaš rad, potem se potrudiš ga razumeti, potem ga spremljaš in potem lahko najdeš tiste majhne, drobne signale, ki te usmerjajo na pot nečesa, kar morda nekdo drugi še ni naredil. Danes se vsi zavedamo, kako zahtevni postajajo potrošniki. Še posebej, ko govorimo o potrošnikih novih generacij, millennialsi in nove generacije, ki prihajajo,
imajo izjemno razdelano logiko, kaj je za njih vztrajnost, kaj je za njih odnos do okolja, družbena odgovornost. In blagovna znamka mora danes vse to upoštevati, vkolikor hoče biti še naprej zanimiva za trenutne potrošnike in potrošnike, ki prihajajo na trg. Ko vse to nekako združimo, se seveda vzpostavi okolje in prostor, v katerem z raznolikostjo naših zaposlenih, raznoliko seveda pomeni kulturno, versko, rasno, da ne govorimo tudi vse ostalo, lahko potem ta raznolikost kreira neke nove vpoglede, neke nove ideje in seveda, vkolikor se te ideje skladajo z trendi, potem seveda imamo hitro lahko prebojne izdelke. Tisto, kar pa je najbolj pomembno, je, da ko si blagovna znamka številka 1 na katerem koli področju, imaš tudi odgovornost. In ta odgovornost je, da celo kategorijo premikaš v neko področje bolj zdravega, bolj ekološko sprejemljivega, bolj potrošniško prijaznega in na ta način tudi kreiraš neko bodočost. Gospod Smrekar, če sodim po sebi in po svojih bližnjih in naših nakupovalnih navadah, potem lahko rečem, da je slovenska družba, slovenski trg in verjetno tudi trgi nekje malce južneje od nas zelo hvaležen trg. Kaj pa je recimo vaš sveti gral, še neosvojeni trg, kamor se pravzaprav vse vaše aktivnosti, pozornosti stekajo? Tisto, kar bi si želeli v vaši karieri osvojiti, to ameriški trg, ali ste tam že prisotni, kako razmišljate pravzaprav o teh prebojnih zgodbah, da bi nekako ujeli čim večji del sveta? Seveda, mi imamo širok nabor blagovnih znamk, kot ste že omenili. Te znamke delimo v 3 skupine, imenujemo jih lokalni biseri, za katere vemo, da bodo zelo uspešni in zelo dobri lokalno, vendar nimajo potenciala biti širše od tega. Imamo regijske bisere, kot jim pravimo, regijske šampione, blagovna znamka, kot je Smoky, kot je Cedevita, Kokta, taki tipični regijski. In imamo tudi 2 ali 3 blagovne znamke, ki imajo mednarodni potencial. Argeta, Donat MG, Bakina Tajna. Zdaj, ko govorimo o tem evropskem prostoru ali pa svetovnem, globalnem, so to te 3 blagovne znamke. To, kar smo izjemno ponosni, je, da smo od 2 let nazaj že številka 1 blagovna znamka, se pravi mesnih namazov v Evropi z blagovno znamko Argeta. In seveda ambicija je, kako postati globalno številka 1. Seveda, da bi to lahko postali, je pred nami še kar nekaj trgov, ki jih moramo osvojiti. Se pa treba zavedati, da to ne gre čez nož, treba je k temu pristopati strukturirano, spet z razumevanjem, tokrat tistih lokalnih potrošnikov in zavedati se moramo, da potrošniki niso isti nikjer, skratka, samo zato, ker govorijo isti jezik, še ne pomeni, da so enaki. In skratka, pred nami je še veliko ciljev, ampak nekako z blagovno znamko Argeta biti globalni igralec številka 1 je eden od teh ciljev. Gospod Smrekar, zelo iskren in iskriv sogovornik ste, veliko bi vas še vprašala, ampak za zaključek vseeno dovolite, da vas vprašam, kako se počutite znotraj slogana slovenskega gospodarstva, ki tudi nakazuje smer razvoja Slovenije v prihodnje in sicer zeleno, kreativno, pametno, torej green, creative, smart. Kako čutite te, bi rekla, ključne besede? Mislim, da so vse te besede sestavni del našega DNK-ja. Mi sami se sicer še nismo pridružili kot podjetje tej iniciativi, vendar tako delujemo. Mi dobivamo dnevno sporočila številnih Slovencev in ostalih prebivalcev regije, ki nam ponosno pošiljajo fotografije naših izdelkov od Kanade, Avstralije, Amerike in seveda cele Evrope. In seveda tudi s tem, ko naši izdelki pristanejo na policah, ko dobijo svoje potrošnike v tujini, prispevamo k temu, da se vprašajo, od kje to prihaja, kdo stoji za to zgodbo in tudi na ta način dodajemo en majhen kamenček v mozaik prepoznavnosti Slovenije v svetu. Še enkrat vam, gospod Smrekar, in seveda vsej vaši ekipi v vašem podjetju iskrene čestitke in v tem trenutku ne le ostanite uspešni, ampak tudi zdravi. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.
Vsem zaposlenim v podjetju Atlantik Droga Kolinska iskrene čestitke in hvala za vse inovativne ter inspirativne blagovne znamke, ki nam lepšajo vsak dan. Tudi pri lanskoletnem nagrajencu v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji, podjetju Systemer, prav tako dobro vedo, kaj loči uspešno poslovno zgodbo od malce manj uspešne. To je ena beseda. Akcija. In to akcijo vsakodnevno v podjetju začinijo tudi s privlačnimi koncepti inoviranja, ki sanje spreminjajo v resničnost. Kako velike sanje sanjajo in kako kreirajo novo realnost, pa bomo slišali prav zdaj. V našo družbo vabim Antona Zupančiča, direktorja podjetja Systemer. Lepo pozdravljeni, izvolite. Zahvaljujem se za besedo. Moje ime je Anton Zupančič, prihajam iz podjetja Systemer d.o.o. in smo lanskoletni nagrajenci FDA Awards. Z vstopom v globalno skupino Systemer so se nam odprle nove možnosti in pridobili smo nova inovativna znanja, ki smo jih vpletli v svoje proizvode. Nekako so se nam pojavile nove dimenzije, nove razsežnosti, novi trgi. Na ta način so se nam tudi začele porajati ideje. Pri tem smo seveda vključili svoje zaposlene, ki so aktivno sodelovali in prihajali z svojimi idejami o razvoju naših izdelkov in pa seveda pristopu k trgu. Vse to je se pravi nas popeljalo nekako v sam vrh proizvajalcev v industriji HIVAK. Inovacija je pravzaprav nekaj spontanega in pomeni vse, kar odstopa od povprečja. To pomeni, da ne kopiramo nekoga, ampak poskušamo proizvod, ki je podoben že nekemu proizvodu na trgu ali pa je to čisto nov proizvod, vpeljati neke inovativne pristope, ki seveda izdelku lahko dodajo potem neko dodano vrednost in seveda olajšajo vse proizvodne procese, ki sledijo v korak z razvojem tega produkta. Pomembnost inovacij pri nadaljnjem razvoju je seveda nekaj, s čimer se srečujemo praktično vsak dan. Začne se z nekimi sanjami, ki postanejo v nekem trenutku lahko tudi konkreten proizvod. Poznamo primere v avtoindustriji, kjer praktično vsako leto na svojih sejmih razstavljajo prototipne modele, ki verjetno nikoli ne bojo ugledali luč sveta, vendar skozi ta razvoj teh prototipov praktično prihajajo nove ideje in se porajajo novi predlogi za izboljšave in za napredek. Zelo slabo je, če tega procesa v podjetju ne sprovajamo in ga ne motiviramo, saj to sledenje ostalim lahko pomeni tudi v nekem trenutku konec naše poslovne poti ali pa samega proizvoda. Današnja situacija, današnji trendi seveda napovedujejo hiter tempo. Če pogledamo leta nazaj, seveda so vsi ti razvojni projekti, vse te inovacije prihajale bolj počasi, a ne? Bili smo bolj preudarni, medtem ko danes moramo reagirati bistveno hitreje. Še posebej, če pogledamo v trenutno situacijo, ko se srečujemo z virusom, ki nas je napadel, seveda na to nikakor nismo bili pripravljeni. In v tem trenutku seveda, tako kot stroka v medicini, smo tudi mi, bom rekel, en del vpeti nekako v ta proces iskanja rešitev, ko se srečujemo z virusom. Medicina v današnjem času odkriva zdravila, ki bi v normalnih pogojih verjetno trajala bistveno dlje,
ravno tako je z našimi proizvodi, kjer smo se do sedaj pretežno ukvarjali z energetsko učinkovitostjo, medtem ko danes se pa pravzaprav postavlja na prvo mesto varnost. In seveda moramo v zelo hitrem času odreagirati in ponuditi pač rešitve, ki bojo omogočale predvsem varnost in zdravje. Zato moramo seveda spodbujati vse zaposlene, ne samo na razvojnem področju, ampak tudi v celotnem podjetju, da odprejo oči, da opazujejo okolje, da prihajajo z novimi idejami. Mi pa seveda na drugi strani moramo prepoznati prave ideje, prave inovacije in jih nemudoma v bistvu vpeljati v proizvod, pospešiti ta proces in čim prej priti na trg. Seveda pa je zelo pomembno na tem mestu povedati tudi to, da vse, kar počnemo danes, se seveda ne bo zgodilo čez noč. To pomeni, da gledamo tudi v prihodnost, torej dan potem, ko bomo dobili to bitko s tem virusom in takrat se bo potem proces nadaljeval, naše delo se bo nadaljevalo in v tem primeru seveda moramo biti mi že danes pripravljeni, da se bomo potem nadalje lahko uspešno razvijali. Seveda pa vse te inovacije prihajajo na površje, ker so motivirane, bodisi finančno, bodisi skozi osebnostni razvoj. Vsekakor v našem podjetju skrbimo za to, da vse pobude, vse inovativne ideje nagradimo, pletemo osebe, ki prihajajo, sodelavce, ki prihajajo z inovativnimi idejami tudi v procese, da sodelujejo aktivno v nastajanju in izpeljavi teh idej. S tem pa seveda pokažemo dober vzgled tudi vsem ostalim zaposlenim v podjetju, kar seveda rezultira tudi potem v zainteresiranosti posameznikov pri sodelovanju v teh razvojnih procesih. Kot sem že prej omenil, se pravi, mora biti vedno prostor za sanje. Saj mi tako to imenujemo. To pomeni, da dovolimo ljudem, da stopijo iz svojih okvirjev in da poskušajo poiskati rešitve nekje drugje, prihajati z nekimi svežimi idejami, ki nam seveda še kako pomagajo pri tem, da lahko uspešno vodimo naše podjetje in da se lahko uvrstimo v zelo konkurenčno okolje. Vedno je treba biti seveda na preži, vedno je treba iskati priložnosti. Čeprav danes govorimo o tem, da je nastopila velika kriza, seveda vsaka kriza in vsaka takšna situacija generira nove priložnosti. Pojavljajo se nove razvojne razsežnosti in posamezniki seveda, še posebno tisti, ki so motivirani v tej smeri, prihajajo z inovativnimi idejami, ki jih poskušamo pri nas pač nekako vtkati v naše proizvode. Vsekakor je izrednega pomena, da dober predlog pravočasno prepoznamo in v bistvu v najkrajšem možnem času spravimo življenje. To pomeni, da iz tega nastane nek izdelek ali storitev, ki jo skozi potem inovativne marketinške pristope seveda spravimo tudi čim prej na trg. Pri nas v podjetju recimo smo izvedli en tak projekt in sicer smo prepoznali potrebo po proizvodu, ki bi postal nekako tudi edinstven na trgu, z ozirom na to, da se ukvarjamo z proizvodi, ki se uporabljajo v sistemih prezračevanja, konkretno odvod dima in toplote.
so bili energetski trendi narekovali nekako izboljšano porabo energije in tako je nastala potem ideja, da smo razvili poseben strešni ventilator, v katerega so vgrajeni elektronsko komutirani motorji, s katerimi smo pravzaprav postali edinstveni na trgu tovrstnih proizvodov. Ob tej priliki bi se še enkrat zahvalil za lanskoletno podeljeno nagrado in izkazano zaupanje in bi se vam zahvalil za pozornost. Gospod Zupančič, hvala lepa za vaše besede. Res je, kar pravite. Prav vsak člen v verigi je pomemben. Tako kot je v orkestru pomembno, da se vsako glasbilo zlije z drugim, če želimo imeti razprodano turnejo. In sedaj, gospod Zupančič, vam želim srečno roko pri razglasitvi druge nagrade FDI Award 2020 v kategoriji Zeleno. Čast mi je, da lahko razglasim letošnjega nagrajenca v kategoriji Zeleno. Belinka Perkemija d.o.o. Iskrene čestitke. Podjetje Belinka Perkemija d.o.o. je bilo eno prvih podjetij v tuji lasti, saj je že v 70. letih vanj vstopilo belgijsko podjetje Solvay. Od leta 2014 je Belinka Perkemija pomembna članica skupine Helios, ki predstavlja Evropski center odličnosti japonske skupine Kansai Paint. Danes je največji proizvajalec natrijevega perborata na svetu in eno izmed le 8 evropskih proizvajalcev vodikovega peroksida. Podjetje Belinka Perkemija je konec leta 2019 zaposlovalo 64 ljudi. V preteklem letu je doseglo 17,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 2,7 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 89.887 evrov. Podjetje 80% svojih izdelkov izvozi na tuje trge, pri čemer glavnino predstavljajo trgi Evropske unije z Italijo kot najpomembnejšim. Prodajajo tudi v številne druge države po svetu. Podjetje je usmerjeno v ohranjanje narave in čistega okolja. Prizadeva si za zmanjšanje ogljičnega odtisa in dviguje standarde zelene kemije v Sloveniji. V proizvodnem procesu večino CO2 zajamejo in utekočinijo, razvijajo pa tudi načine za vgrajevanje CO2 v nove zelene produkte ter raziskujejo možnosti za proizvodnjo zelenega vodika. Izboljšujejo tudi svojo energetsko učinkovitost in se intenzivno posvečajo uporabi e-poslovanja. Zaradi vsega naštetega komisija v kategoriji Zeleno nagrajuje podjetje Belinka Perkemija d.o.o. Iskrene čestitke podjetju Belinka Perkemija, zmagovalec v kategoriji Zeleno. Gospoda Franca Steleta, direktorja podjetja, vabim k prevzemu nagrade ter zahvalnemu nagovoru, nato pa se mi pridruži v kratkem klepetu. Najlepše se zahvaljujem za tole nagrado. Spirit Slovenija nam je izkazal veliko čast. Izkazal je tudi čast našim lastnikom, Solvayu in pa Kansai Paintu. Zahvala tudi vsem mojim sodelavcem, ki omogočajo, da danes tukaj stojimo. Kot Belinka Perkemija še enkrat hvala. Gospod Franci Stele, dobrodošli, lepo pozdravljeni v naši družbi in seveda iskrene čestitke od vseh nas, ki soustvarjamo to slavnostno prireditev. Kako ste, se dobro počutite? Hvala, v redu in pozdrav nazaj. Zelo smo zadovoljni, da smo bili nominirani in povabljeni na to prireditev, tako da vsem skupaj organizatorjem zahvala. In ne le nominirani, tudi nagrajeni in ne samo to. Nekoč, kot morda veste, so skeptiki dejali, da bo Slovenija postala odlagališče industrije, umazane industrije, ampak že pravzaprav s pojavom vašega in delovanjem vašega podjetja pravzaprav se je dokazalo,
da so se zelo močno motili. Namreč podjetje Belinka Perkemija iz ljubljanskih Črnuč, ki pa je v lasti tujih lastnikov, dokazuje, da se pravzaprav zelo dobro borite z ekologijo, pravzaprav okolju in družbi vračate. Pa me zanima, kakšne poslovne preobrate v razmišljanju, v poslovnih modelih in strategijah ste na poti pravzaprav morali sprejeti, da ste nominirani in nagrajeni v kategoriji zeleno? Ja, moram reči, da imate prav. V bistvu je družba z prihodom tujega kapitala sploh po osamosvojitvi Slovenije mislila, zdaj bo pa nekaj groznega, zdaj bo pa tukaj neko odlagališče. V resnici je ravno obratno. Z tujim kapitalom dobimo svež kapital, s katerim si lahko omogočimo razvoj. In to so naša delovna mesta. Tukaj so firme, ki želijo, da rastemo. In tako je tudi v našem primeru. Jaz moram reči, da v bistvu v Belinko Perkemijo sem prišel že pred leti, in tuj lastnik je že bil noter. V bistvu je to Solvay iz Belgije, to je bila prej družba v drugih lastih, ki se je potem preimenovala. In ta lastnik nas je ves čas učil, da je to naša strategija zeleno in da je naš produkt zelen. Naš produkt vodikov peroksid je v bistvu zelena kemikalija, ki razpade na koncu v vodo in pa kisik. In to sta naravni sestavini, ki jih imamo vse okrog nas, vemo, da sta nestrupeni in v bistvu potrebni za življenje. Ampak ko govorite o vsem tem, pravzaprav se sliši mogoče na prvi pogled res revolucionarno. Namreč kemična industrija na prvi pogled deluje zelo onesnaževalna. To pomeni, da ste morali v svojem poslovanju, delovanju resnično realizirati in uresničevati dobre inovacije. Kako ta proces v vašem podjetju poteka? Kako motivirate vaše kolege, zaposlene, da so motivirani, da tudi prispevajo k dobrim inovacijam? Kot že rečeno, to v bistvu je bila naša vzgoja. To so prinesli najprej Solvay in potem v naslednjih letih še družba Kansai Paint, ki je v bistvu zdaj naš večinski lastnik in za svojim delovanjem prenašajo do nas tudi neko svojo kulturo. In tukaj je tudi kultura motivacije, kultura nagrajevanja. Mi smo uvedli v bistvu nek stalni napredek, kjer ljudi motivira predvsem to, da jim dajemo priznanje za njihovo inovativnost. Mi v letošnjem letu izkazujemo cirka 95 predlogov posameznikov iz podjetja, ki so inovirali, dali predloge na različnih področjih. Letos imamo še posebej neko inicijativo zeleno in naša firma že ves čas govori že izpred desetletij zeleno in modro. In tukaj se zahvaljujem tudi vsem svojim zaposlenim, ki nam omogočajo to rast in napredek. Ampak vaše podjetje tako zelo konkretno vrača okolju. Imate mnogo takih zelo lepih, okolju prijaznih, simboličnih gest. Res ste usmerjeni v prijazno in družbeno odgovorno delovanje. Celo prizadevate si za zmanjšanje ogljičnega odtisa in sicer recimo za simbolično zasaditvijo dreves črnega bora. Kakšne primere dobrih praks lahko še tukaj nanizate? No, mogoče bi se kar na črni bor osredotočila na začetku. V bistvu je to iniciativa, ki je prišla pri dnevu odprtih vrat. Ljudje, ki so hodili v firmo ogledovati podjetje, so nam dali idejo, da bi morda z neko zasaditvijo, z neko zeleno podobo zunanjosti še izboljšali ta nas imidž. In zadeva se je prijela tudi pri lastnikih. Prepoznali so to zeleno iniciativo in v zadnjih 2 letih skupaj smo zasadili preko 300 dreves, ki zdaj počasi rastejo in bodo izboljševala okolje. V bistvu je to tudi nek simbol odvzema ogljičnega odtisa nazaj. To se pravi akumulacija tega CO2. Moramo pa poudariti tudi, da že leta delujemo na področju utekočinjanja CO2. Mi pri svoji proizvodnji namreč proizvedemo vodik in stranski produkt je CO2. Ta CO2 mi potem komprimiramo in prodamo naprej. Tako, da ne gre v zrak, ampak gre v uporabo.
Prave multinacionalke delajo resne analize, na katere trge se bodo nekako podale svojo dejavnostjo. Odločitev za vstop je pravzaprav težaško delo in velikokrat slišim, da vstopajo v stabilne, urejene države, celo edinstvene. Lahko poveste, kakšne prednosti daje Slovenija vsem tujim vlagateljem? Kaj vaši lastniki o tem govorijo, o nas? O naših prednostih? Te prednosti mislim, da se izkazujejo predvsem v zadnjem času. To je prepoznal tudi Kansai Paint, ki je prav za vstop v Evropo izbral Slovenijo. Izbral je Helios skupino, katere del smo tudi Belinka Perkemija. Pri nas imamo veliko znanja. To znanje je po drugi strani še relativno poceni. Na to znanje se lahko zanesejo. Mi smo prepoznani tudi kot deloven narod, ki zna to znanje uporabiti. In tukaj moram reči, da tuji lastniki nam lahko omogočijo, predvsem omogočijo mladim generacijam, da to znanje ohranimo v Sloveniji in da vrača to znanje ta družba nazaj. In tukaj moramo reči, da tako Solvay, ki se je vključil v Belinko že v 70-ih letih, kot zdaj Kansai, ki je prišel pred kratkim, so naredili pravo odločitev. Mi jim to vračamo in smo ponosni, da nam dovolijo in nas podpirajo pri tem svojem naporu. Gospod Stele, živimo v precej nenavadnih časih. Kako nekako uravnavate ali lovite ravnotežje med neugodnimi okoliščinami in pa zadovoljstvom vaših zaposlenih, kajti zaposleni so ključnega pomena za uspeh podjetja? Drži. Bomo rekli, da je kar izziv. V tem času je to velik izziv. Mi smo upoštevali vse te ukrepe, ki so bili v zadnjem času že od prvega vala naprej uvedeni in to uveljavljamo v vsakodnevnem delu. Tukaj moramo reči, da tudi naš produkt vodikov peroksid predstavlja eno od rešitev. Mi smo donirali v tem času tudi 2-krat državi Sloveniji preko Rdečega križa dezinfektant vodikov peroksid za površine. S tem lahko s to našo zeleno kemikalijo še dodatno pripomoremo k reševanju tega problema in pa k naši samozaščiti. Kot veste, je slogan slovenskega gospodarstva, ki tudi nakazuje prihodnost Slovenije, zeleno, kreativno, pametno. Vi ste dejali, da zeleno je modro, pa vas za konec vprašam, kakšne barve je to zadnje obdobje za vas in za vaše podjetje? Mi pravimo temu We turn it green. To pomeni, da bomo skupaj šli v smeri novih rešitev in novih uporab našega vodikovega peroksida. To se pravi, to obdobje bo zeleno. Gospod Stele, hvala lepa in prenesite naše čestitke vsem vašim kolegom. Hvala lepa in še enkrat hvala za nagrado. Spoštovani, svet se bo nesporno spremenil, a verjamem, da se bo na bolje, saj že zdaj v našo komunikacijo vključujemo vse več besed, ki so nekako takšne: povezovanje, sodelovanje, partnerstvo, medsebojna pomoč. In ne le to. Danes se verjetno bolj kot kdajkoli prej zavedamo, da le dobra preteklost je pogoj za dobro prihodnost. Zato smo tudi na letošnji prireditvi pripravili preplet lanskoletnih in letošnjih nagrajencev, da si izkušnje podajo roko svežino. Zato sedaj vabim v družbo Mojco Markizeti, vodjo trajnostnega razvoja in regulative, ki v podjetju Iskra Emeko pravijo Fair Lady. V podjetju, ki se ponaša z nazivom lanskoletnega nagrajenca v kategoriji Veliko podjetje. Gospa Markizeti, dobrodošli med nami. Hvala, gospe Kovič, za predajo besede. Iskra Emeko je danes z vami kot lanskoletni nagrajenec FDI nagrade. Iskra Emeko skozi inovacije energiji dodaja inteligenco. Prisotni smo v več kot 80 državah po svetu, z proizvodnimi obrati v več kot 10 državah in z centri znanja v Sloveniji, Indiji in Egiptu. Imamo preko 1500 zaposlenih globalno gledano in smo trendsetterji na področju trajnostnega razvoja, poznani pod Fair Meter pionirji. Še posebej pomembno pa je, Iskra Emeko je pomemben deležnik 3 strateških infrastruktur: energije, vode in mest. In v teh strateških infrastrukturah se nahaja kar nekaj izzivov in seveda so to izzivi in riziki našega sveta in naših strank.
Poraba po energiji občutno raste zaradi rasti prebivalstva, zaradi elektrifikacije. Ogromne razlike infrastrukturne so med mesti na eni strani in ruralnim področjem na drugi strani. Potreba po izboljšanju energetske učinkovitosti je velika. Razogljičenje moramo doseči globalno in moramo vedeti, da je 75% ogljičnega odtisa v Evropi zaradi potrebe po energiji. Water scarcity, pomanjkanje vode, je potem še dodaten riziko globalen, ki je del vseh nas. In varnost podatkov kot zadnji riziko, katerega bi posebej naslovila, zato ker vam povem, da je pravzaprav prihodnost v podatkih. Podatki so orodje, s katerim lahko dosežemo izboljšanje tega sveta, s katerim lahko rešimo globalne rizike. Razvijamo poslovni model H2H, human to human, ampak da bi lahko to naredili, moramo doseči sinergije in partnerstva med številnimi stakeholderji. Zato je Iskra Emeko v zadnjih letih razvil strategijo in se premaknil na področje konceptov pametnih mest, pametnih omrežij, pametnih domov, e-mobilitija in pametnega oskrbe z vodo. Vse to na podlagi inovacij, ampak tudi trajnostnega razvoja, connectivityja in securityja. Da se pohvalim z enim od projektov, 2 tedna nazaj smo podpisali pogodbo z največjo elektrodistribucijo na Islandiji, katera bo oskrbovala 70% državljanov in bo razvila omrežje za oskrbo vode, ogrevanja in energije na največji tehnološki ravni, pripravljeno na vse izzive in potrebe prihodnosti. Ta projekt smo zasnovali skupaj z partnerji Vodafone in Dell. Smo vodilni v inovaciji, smo eno od redkih podjetij v Sloveniji, ki naredimo inovacijo, se pravi, pridemo do inovativne ideje sami, potem gremo v fazo dizajna, razvoja, v fazo proizvodnje in kar je še posebej pomembno, sami tudi prodamo svojo inovacijo, svoj trademark na trgu. Smo vodilni v Nemčiji in na Nizozemskem, naši ključni trgi so tudi Bližnji vzhod in Afrika in res hitro razvijajoči se trg Latinske Amerike. Nekaj kratkega o inovativnem procesu v Iskra Emeku. Najbolj pomembno seveda je v prvi fazi razumeti izzive, potem globalne izzive, potem v drugi fazi razumeti potrebe in probleme strank, v tretji fazi doseči flow idej znotraj podjetja in res angažirati širino ljudi, potem uporabljati različne inovacijske metode, angažirati vse kompetence, katere imamo na voljo in seveda za konec uporabljati drugačne modele, drugačne pristope, drugačno razmišljanje. Za vse te točke je izjemno pomemben čas. Time is everything. Ta drugačen način inoviranja, mogoče lahko ponazorim s projektom, ki se je začel en mesec nazaj. Sodelovali smo v Climatonu, hekatonu, organiziranem strani mestne občine Ljubljane na njihove klimatske rizike. In ukvarjali smo se s problemom digitalizacije stavb in koliko lahko digitalizacija stavb in vse obstoječe tehnologije, ki še niso izkoriščene, pripomorejo k razogljičenju samega mesta. Združili smo naše zaposlene in naše partnerje, dosegali visoko predanost, visoko sinergijo in ustvarjalnost in zmagali na tem izzivu. Kultura inovacije vsekakor ni v ekskluzivnosti, ampak v vključevanju vseh zaposlenih, v visokih ambicijah in v konstantnem izboljševanju. Se pravi, tudi mi smo trenutno ravno v procesu, ko izboljšujemo vse svoje procese inoviranja, inovacijske procese, pridobivanja idej in tako naprej in se učimo od drugih. Za konec nekaj take-awayov, nekaj popotnice naslednjim nagrajencem. Najbolj pomembna je vztrajnost in še enkrat vztrajnost.
Ni neuspehov, ampak se samo nekaj naučimo iz vsega tega. Razumeti moramo in sprejeti rizike. Danes ni problem, da nimamo informacij. Problem je, da jih imamo, pa jih ne vidimo in jih ne priznamo. Potem zelo pomembne so strokovne kompetence in osebne kompetence, ampak tudi ustvarjalnost, igrivost, drugačno razmišljanje, kritično razmišljanje. In za konec najbolj pomembno, vključevanje res širokega potencijala ljudi, vseh zaposlenih. Inovacije niso nekaj, kar nastaja pri tistih, ki so za to zadolženi, se pravi pri neki ozki skupini ljudi v podjetju. Inovacije so nekaj, kar se zgodi, ko vključimo širši krog ljudi. Hvala lepa. Gospa Markezeti, hvala lepa za vaše misli. Prepričana sem, da se vse večji del podjetniške srenje zaveda, da trajnost ne sme biti le posloven, ampak neobhoden osebni cilj. Vam, gospa Markezeti, pa zdaj pripada ta privilegij, da razglasite tretjega nagrajenca v rubriki Ustvarjalno. Izvolite. Spoštovane dame, dragi gospodje, nagrajenec v kategoriji Ustvarjalno je podjetje TKK d.o.o. Iskrene čestitke. Podjetje TKK d.o.o. ima več kot 70-letno zgodovino in se je od preprostega kopanja krede na osnovi lastnega znanja postopoma razvilo v enega vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v svojem segmentu v Evropi, v segmentu poliuretanske montažne pene pa tudi globalno. Potencial podjetja je prepoznal tudi tuji investitor belgijski Saudal, v čigar 100% lasti je od leta 2013. Podjetje je v letu 2019 doseglo 65,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2% več kot leto prej. Čisti poslovni izid je znašal 6,6 milijona evrov. Podjetje je imelo v preteklem letu 233 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala skoraj 70 tisoč evrov. 60% prihodkov ustvarijo s prodajo na območju Evropske unije, v preostali Evropi več kot petino prodaje, v Južni Ameriki pa 10%. Podjetje se je ustvarjalno preobrazilo v sodobno podjetje, ki kljub temu, da deluje na zrelem trgu gradbene kemije, v zadnjih letih zelo raste, kar mu uspeva zaradi inovativnosti, vlaganj v razvoj ter širitev zmogljivosti in tržne mreže. S pomočjo močnega razvojnega oddelka in sodelovanja s Kemijskim inštitutom na trg pošiljajo posodobljene nove izdelke, veliko pa vlagajo tudi v izboljšanje okoljskih parametrov. Zaradi vsega naštetega komisija v kategoriji Ustvarjalno nagrajuje podjetje TKK d.o.o. Čestitke podjetju TKK in hvala, ker vam je mar. Za okolje, za ljudi. Prav te mehke plati poslovanja je komisija FDI Award Slovenija zelo skrbno proučila in se je pri končnem izboru nagrajencev odločila na podlagi poslovnih rezultatov 2019 in tudi mehkih dejavnikov oziroma informacij. Direktorja podjetja TKK Uroša Lozarja vabim, da prevzame nagrado in se mi potem tudi pridruži na klepetu. Najprej bi se rad zahvalil javni agenciji Spirit, ki je v nas prepoznala dovolj kreativnosti, da smo si prislužili to nagrado. V naslednjem koraku bi se rad zahvalil tudi našim belgijskim lastnikom, ki že 7 let vlagajo v nas, tako zaposlene kot tudi v našo opremo in nepremičnine. Ne morem mimo zahvale svojim sodelavcem, ki so del tega uspeha, ki so prispevali velik delež k temu, da sem danes tukaj, da imam ta privilegij dobiti to nagrado. In pa ne nazadnje tudi bi se rad zahvalil predstavnikom lokalnega okolja, ki nas v naših ambicijah vedno znova in znova podpirajo. Hvala lepa.
Gospod Uroš Lozar, najprej dobrodošli med nami in seveda čestitke osebno vam in pa vaši ekipi v vašem podjetju TKK. Lepo in prestižno nagrado ste prijeli, pa me zanima, prihajate iz Soške doline, to je eden izmed najlepših slovenskih ali celo svetovnih biserov. Menite, da tudi okolje determinira poslovno pot, ali je ključnega pomena ali niti ni tako pomembno, kje dejansko podjetje deluje? Hvala lepa najprej za čestitke. Z veseljem jih bom predal svoji ekipi, ki je zelo zaslužna, da smo si uspeli to nagrado zaslužiti. Ja, vsekakor. Jaz sem prepričan, da je Zgornja Soška dolina determinira tudi uspehe podjetja. Namreč gre za enega iz Ljubljane, iz središča Slovenije, bolj oddaljenih krajev, težje dostopnega, še posebej v zimskih časih. Če se spomnite, je to okolje so prizadeli potresi, plazovi, močen veter, sneg in ljudje so se v teh koncih vedno znali znajti in se vedno znajo zanesti na sebe. V prvi vrsti. Preden je prišla pomoč od drugod, so se mogli znajti sami in to se nekako odraža tudi v poslovanju podjetja. Gre za ljudi, ki imajo vizijo, gre za ljudi, ki imajo, bi rekel, neko trmo, ki imajo željo po uspehu, ki so navajeni hudih časov, hudih prilik in verjamem, da je to obotrovalo tudi dosedanjim uspehom podjetja TKK. Vaše podjetje deluje v tradicionalni panogi. Pa me zanima, kaj je bilo ključno pri razvoju od preprostega kopanja krede do podjetja, ki se danes ponaša statusom enega vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v svojem segmentu v Evropi? Jaz bi rekel, da je podjetje prehodilo 5 ključnih mejnikov. Seveda, vse se je začelo s kopanjem krede, tako kot se vse velike zgodbe začnejo, se ponavadi z enim ali dvema posameznikom, ki začneta z neko dejavnostjo, tako je bilo tudi tukaj. Se pravi, ista entuzijasta. Tako, ja, in to se je začelo s kopanjem krede. Potem v 70-ih letih, oziroma v začetku 70-ih letih se je začela proizvodnja dodatkov za betone, kar že lahko poimenujemo kot industrijska proizvodnja. Nadaljevalo se je potem z uvedbo tesnilnih mas v proizvodnjo. Potem je prišla poliuretanska pena v 90-ih letih in pa bi rekel zadnji, največji mejnik je pa se zgodil leta 2013, ko je belgijska multinacionalka Sodal prevzela podjetje in omogočila nadaljnji razvoj. To je kar precej neverjetno, da vas je tako oddaljena država čokolade recimo, ali tudi evropske prestolnice opazila. Se spomnite tega ključnega trenutka, ko vas prepozna belgijski potencialni lastnik in vas zdaj ima celo v 100% lasti? Tudi država piva, da ne pozabimo. Točno, je res. Ja, mene takrat ni bilo v podjetju, tako da ne vem iz prve roke, poznam pa kar precej zgodb iz tistega obdobja. To poznavanje podjetij sega že v čase 80-ih let, ko je zdajšnji direktor Sodala in tudi takratni direktor Sodala bil član programa FARE, ki je v TKK-ju pomagal za uvedbo poliuretanske pene v proizvodnjo. Nenazadnje smo bili na trgu konkurenti, srečevali smo se na sejmih, srečevali smo se na raznih simpozijih, na raznih strokovnih prireditviah, tako da smo se dobro poznali. V tistem času je pa, kot sem izvedel, ključni moment, da je Sodal prevzel podjetje TKK, bil v tem, da so takratni lastniki zahtevali, da se 3 leta v podjetju ne odpušča oziroma ne zmanjšuje. Iz tega naslova sta odpadla 2 velika interesenta. Sodal je pa na svojo lastno pest to podaljšal na 5 let. In iz tega naslova je potem raslo tudi zaupanje in vse to se je več kot samo uresničilo. Se pravi, vlaganje v podjetje, vlaganje v rast in tako naprej.
Ob večjih priložnostih se zelo iskreno zahvaljujete svojim lastnikom. Pa mi povejte, kakšen pa je ta odnos tujega lastnika do slovenskih zaposlenih? Zdi se kot zelo lepa simbioza. Ja, jaz sem v svoji poslovni poti zamenjal že 3 tuje lastnike. Prvi lastnik je bilo družinsko podjetje, drugi lastnik je bilo podjetje, ki je kotiralo na londonski borzi in sedaj sem zopet delujem v podjetju z družinskim lastnikom in z družinskim kapitalom. In moram povedati, da je ta zadnja opcija res, bi rekel, zelo prispeva k razvoju. Namreč v tej svoji karieri sem prepoznal, da predvsem družinska podjetja vlagajo v podjetja na dolgi rok. Se pravi, prednost pred kvartalnimi, polletnimi, morda tudi letnimi rezultati dajejo razvoju na daljše obdobje, na 5, morda tudi 10 let. In naš lastnik je pred 52 leti sam začel iz nič in danes je, kot bi rekel, sicer že v 81. letu, ampak še zmeraj zelo aktiven, dnevno vpleten v poslovanje podjetja, ki bo v naslednjem letu preseglo 1 milijardo evrov prihodka. Tisto, kar dela našo zgodbo, tudi tisto, kar dela našo zgodbo uspešno, je zaupanje, ki smo si ga pridobili z lastniki, da lahko res skupaj dolgoročno pripravljamo strategije in jih potem izvajamo. Ta simbioza je res tisto, kar je dobra osnova. In to zaupanje goji kar 275 zaposlenih v vašem podjetju. To ni nepomemben podatek, še bolj pomemben podatek pa je, kakšno visoko dodano vrednost na zaposlenega dosegate, pravzaprav presegate slovensko poprečno vrednost in dosegate pravzaprav že skoraj da evropske svetovne razsežnosti. Kakšen recept je za to, da se končno ta dodana vrednost, po kateri vsi težimo v slovenskem prostoru, doseže? Ja, poglejte, 275 sodelavcev je samo v Sloveniji, poleg tega nas je pa že 50 tudi v družbah v tujini. Mi imamo praktično danes že 6 družb v tujini: Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Bolgarija, Rusija in Turčija. V naslednjem letu odpiramo tudi družbo na Madžarskem. In v zadnjih 6 letih smo za skoraj 90 ljudi povečali število naših zaposlenih. Se pravi, rastemo. Kje je skrivnost dodane vrednosti v višini 73 000 evrov, kot jo dosegamo pri nas? Skrivnost je v tem, da tržimo svoj lasten končni izdelek pod svojim brandom. Se pravi, nismo del neke poddobaviteljske verige in smo na drugi strani imamo cel svet za tržišče. Prisotni smo na 68 trgih, na vseh 5 kontinentih. Največji kupec nam predstavlja 5%, se pravi zelo razpršena struktura in delujemo v branži, ki neprestano raste. Vsaj 5% letno na svetovnem nivoju, mi pa rastemo tudi 3 do 4 krat hitreje, kot je rast v branži. Kako? Tako, da res naši zaposleni to počnejo s strastjo. To je tudi en izmed atributov, ki ga lahko pripišemo sodelavcem iz Zgornje Soške doline. Strast, predanost, predvsem pa mislim, da je naš ključ do uspeha to, da uspemo navezati pristne odnose z našimi kupci. In teh kupcev je preko 1000. V mnogih podjetjih se sprašujejo, iščejo rešitve, kako motivirati svoje zaposlene, kako jih pripraviti do tega, da tudi sodelujejo v procesu inoviranja. Inovacije so danes pravzaprav nekaj, kar je nujno potrebno za preboj, sploh v teh časih pandemije. Kako to vi počnete v vašem podjetju? S kakšnimi metodami, s kakšnimi orodji? Jih kopirate od Belgijcev? Seveda, smo vedno na preži. Vse, kar je dobro, vzamemo, predelamo in uporabimo sami. Predvsem
gre pa za več vrst inovacij. Sva že omenila, da delujemo v tradicionalni branži, kjer se neke prebojne momenti zgodijo na vsakih 30-50 let morda. Gre pa za druge vrste inovacij. Mi imamo tudi svoj razvojni oddelek, ki je ravno sedaj v postopku, oziroma smo v postopku, kjer bomo najbrž patentirali dva nova izdelka in en nov tehnološki proces. Smo tudi zelo inovativni pri vstopu na trg. Smo v sodelovanju z agencijami tudi zelo inovativni pri enostavnosti za naše uporabnike pri izbiri naših izdelkov in pri uporabi. Kako to delamo? Zastavljamo si visoke cilje, včasih tudi sanjamo. Zelo radi spodbujamo ljudi, prepoznamo potenciale v njih in jim damo možnost, takoj jim damo možnost napredovanja, jim damo možnost da prevzamejo nove odgovornosti. Neprestano iščemo mlade ljudi. Sem vesel, da se tudi dotok ljudi izven doline v naše podjetje povečuje, se pravi, postajamo zanimivi tudi za ljudi, ki prihajajo iz doline. In vse to pa počnemo na način, da si zelo zaupamo med sabo, ne gledamo za sabo in nas ne skrbi, kdo je za hrbtom in kaj nam bo kdo za hrbtom naredil. Skratka, svojo energijo usmerjamo v to, da gradimo svoje medsebojne odnose, povečujemo samo iniciativnost med ljudmi. Je pa to proces, ki se seveda začne na vrhu in se potem širi navzdol po celi hierarhiji, in jaz sem vesel, da nas je v podjetju zdaj že res velika večina takih, ki to podpiramo, ne samo podpiramo, omogočamo, ampak tudi udejanjamo. Gospod Lozar, sanjajte še naprej velike sanje. Srčno rada bi vam segla v roke, ampak zaradi okoliščin se to ne sme. Ampak vam iskreno čestitam vam in vsem v vašem podjetju in lepo pozdravite vse v Soški dolini. Srečno. Ostanite zdravi. Hvala lepa, tudi vi. In z veseljem bom predal pozdrave svojim sodelavcem. Spoštovani, čas neusmiljeno teče in smo tik pred sklepnim dejanjem. V čast mi je povabiti k besedi enega izmed ambasadorjev slovenskega gospodarstva, še eno podjetje, ki je bilo lani nagrajeno, in sicer podjetje Svarko Lea. To je podjetje, ki zasleduje konkurenčne prednosti Slovenije na področjih zelenega gospodarstva, okoljskih tehnologij, robotizacije, mobilnosti, digitalizacije, razvoja in raziskav ter kreativne industrije v slogu Green, Creative, Smart. Je pa, kot sem rekla, tudi lanskoletni prejemnik FDI Award Slovenija za smart razvoj izdelkov in storitev. Spoštovani gostje, prisluhnimo, kako izzivom trenutnega sveta kljubujeta Laura Konkoneja in Jure Kranjec iz podjetja Svarko Lea. Good afternoon, everybody, and welcome to today's session. First of all, I would really like to thank the organizer for this event dedicated to innovation. So I think the right way to start is with presenting what innovation really is. But before that, just a couple of words on myself. So my name, yes, it's Laura Konkonea. I'm leading innovation in the Svarko ITS division. And I'm honored to have this great challenge of driving innovation developments in our group. So innovation, what is innovation? If we think about really a father of innovation like Henry Ford, he says that if I would have asked people what they wanted, they would have said faster horses. So for sure, if you innovate, you need to see a step beyond everybody. You need to do something new. On the other side, if you innovate, you also need to do things better and to find a way to do things better. And of course, you need to think about the same things, but in a different way. So you need to look at it from all perspectives. So if you could go to the next slide, please.
This is what made the Svarko world happen, actually, innovation. A simple and brilliant innovation, which is the glass bead, was the innovation that made Svarko alive more than 50 years ago. And these glass beads were actually introduced in the road painting in order to increase their reflectivity capabilities. And ever since, you will see on the next slide, we continue living innovation in Svarko. Since then, more than 50 years have passed, and the company grew and grew. It started from Austria, but now we are all around the world. We have our premises in more than 25 countries, and our solutions, we are really proud about that, are developed and deployed in more than 70 countries on the globe. And our solutions go across 6 market sectors, as you can see in the next slide. We have 2 divisions, the road markings division, the one that actually started the Svarko Life with the glass beads. And then we have the ITS division that actually covers 5 market sectors. So it goes from urban and interurban traffic management, then public transport management, e-mobility and parking, covering like this basically the whole environment of road transportation solutions. Go please to the next slide. So I was saying that we are still living day by day innovation in Svarko. And what does actually innovation mean for us? We did this exercise really some weeks ago. So the words that you see are actually coming from our innovation team all over the world. Like you could see for a glance, and you will see in 30 seconds. And these words, as I said, come from all of us. And this is how we feel and we live innovation. And just a couple of highlights here. We really believe that innovation is something new, but it also needs passion. It needs to lead you to business success, because innovation means ideation plus market success. And of course, it's about having ideas and being able to create them and then to take them to the market. And who are these people actually that work in the innovation team? As I was mentioning before, they are spread all over the globe. And if you could please go to the next slide. You can see that in our team, we have really people spread everywhere, starting from California and ending with Northern Europe and so on. And now for the second part of my presentation, of course, we have our innovation members also in Ljubljana. And therefore, I want to send to the audience my warmest greetings from Italy. And I will pass the ball to my colleague Jure for the next slides. Thank you. Laura, thank you very much for passing the ball to me. Lepe pozdravi v Torino, sedaj pa se vračamo v studio v Ljubljano. Kar se tiče ekipe za inovacije znotraj Svarka, smo zelo heterogena ekipa. Sestavljeni smo v bistvu iz oddelkov, različnih oddelkov, prihajamo iz razvoja, iz prodaje, iz produktnega menedžmenta, FAE in tako naprej. Poleg tega prihajamo iz različnih držav, kulture, imamo različno izobrazbo, tako da že kar se tiče same inovacije in razvoja, v bistvu lahko razmišljamo pač o celem izdelku, ne samo o določenih segmentih določenega izdelka, ne. Je pa ena posebnost v naši skupini, in sicer ponavadi smo se lahko dobivali osebno, se pravi, smo iz različnih držav, ponavadi smo se dobivali v posameznih podjetjih, recimo na Danskem, v Avstriji, v Nemčiji, kjer smo spoznali okolje, njihov način dela, spoznali smo se s produkti, sedaj pa tega zaradi covida ne moremo narediti, ne. In smo svoje srečanja preselili v virtualno okolje, ki ima svoje prednosti in slabosti. Predvsem bi tukaj rad izpostavil, da mogoče je prednost predvsem ta, da se lahko dobimo kadarkoli, in to je ena taka stvar, ki jo zelo promoviramo znotraj Svarka, se pravi čim manj korespondence in čim več osebnih stikov.
Je pa tukaj še ena posebnost in seveda radi bi na nek način konstantno gradili na medosebnih odnosih znotraj te naše ekipe, zaradi tega tudi v virtualnem okolju nekako poskušamo graditi to socializacijo, kar pomeni, da v našem primeru na predvečer dogodka ponavadi organiziramo kakšen mini team building event in na ta način krepimo svoje odnose. Te odnosi pa so zelo pomembni znotraj Svarka, znotraj inovacijske ekipe. Naša ekipa namreč mora biti izjemno dobro motivirana zaradi tega, da lahko pač izpolnjujemo svoje poslanstvo. V Svarku namreč verjamemo, da inovirati se ne da na ukaz. Se pravi, nihče nam ne bo posredoval nekih zahtev, nekih checkpointov, ki bomo potem izpolnjevali in pričakovali, da ko bomo vse izpolnili, da bo stvar narejena. Enostavno, inovacije so dolgotrajen proces, lahko pač pride znotraj tega projekta, kakršnega koli projekta, do sprememb, se pravi, moramo se biti sposobni prilagajati spremembam. In zaradi tega je zelo pomembno, da znamo razmišljati z odprto glavo, se pravi izven okvirjev in se prilagajati na določene situacije. Se pravi, malo za hec, malo za res, recimo na posnetku oziroma na prosojnici sta dva primera delavcev, ki so samo izpolnjevali svoje poslanstvo. Na levi strani recimo so črte narisane, ko se bo avto umaknil, teh črt ne bo več, na desni strani pa pač je prikolica postavljena, ampak potem, ko se bo kolesar pripeljal mimo, bo seveda naletel na oviro in ne bo mogel pač mimo te prikolice. Se pravi, konstantno moramo biti odprti, razmišljati, kako se soočiti z izzivi, s katerimi smo soočeni, in to pa naredimo s tem, da gradimo na inovacijski kulturi znotraj Svarka. Inovacijska kultura znotraj Svarka pa v bistvu se lotevamo na 3 načine. Prvi način je skozi učenje, se pravi, veliko energije in efforta, resursov vlagamo v učenje, interno izobraževanje, eksterno izobraževanje, v mreženje, poslušamo drugega, želimo v bistvu vzemati dobre prakse in pač graditi na mehkih in trdih veščinah naših zaposlenih. In pa tudi konstantno želimo izboljševati proces želimo oblikovati tako na ta način, da bi nam omogočal čim boljše, čim bolj efektivno delo, zaradi tega, da bi čim hitreje prišli do kakršnih koli rešitev. Potem seveda drugi aspekt je skozi interakcijo s kupci, to je zelo pomemben aspekt pri inovacijah. In tukaj se načeloma pogovarjamo s kupci, poslušamo njihove zahteve, ki pridejo z trga, predstavljamo jim svoje ideje, želimo v bistvu imeti neko aktivno konverzacijo in želimo na ta način biti proaktivni, ne reaktivni. Se pravi, ne želimo poslušati, kaj trg želi, ampak želimo mi povedati trgu, kaj rabi. In potem vse to se nabere v obliki nekih idej, ki pa rezultirajo potem na evoluciji naših portfeljev, se pravi naših izdelkov in storitev. In tukaj potem pride do optimizacije stroškovne, funkcionalne in tako naprej. In to bi mogoče najlažje ponazoril z naslednjimi primeri. Na levi strani so izdelki, pač prvotni izdelki Svarko Leje, zelo preprosti alfanumerični prikazovalniki enih barv, tukaj so bile digitalne ure, tečajne liste in tako naprej. Postopoma, ko je tehnologija to omogočala, smo prešli na barvne prikazovalnike in nato na grafične. Potem smo zaznali potrebo, da bi lahko v bistvu s temi prikazovalniki prikazovali informacije tudi na cestiščih, informacije o dogodkih na cesti, omejitev hitrosti in tako naprej. Razni prikazovalniki za intervencijska vozila. In sedaj v bistvu naslednja evolucija pa je pametni prikazovalnik, mi temu rečemo kooperativni prikazovalnik, ki je v bistvu opremljen z mnogimi senzorji, se pravi s kamero, z radarjem, z Bluetooth napravami in lahko na eni strani komunicira z infotainment sistemom v vozilu, lahko prikaže v bistvu informacijo v svoji originalni obliki na LED prikazovalniku in lahko tudi komunicira z ledem, se pravi s tem centralnim sistemom, in na tak način v bistvu se naši izdelki, se pravi slovenskega porekla, integrirajo v Svarko vizijo, v naš centralni sistem, ki se mu reče MyCity, in predlagam, da si kar pogledamo na kratko, kaj ta MyCity je. Today, traffic management is all about analyzing your city and giving it the right pulse. Guide safely. Get connected. Keep track. Gain control. Stay in sync.
Be adaptive. Be flexible. Get automated. Prepare for the future. Go green. Understand your data. Get a seamless traffic flow. Time to step up. Get My City. Ja, za konec bi rad izpostavil to, da inovacije so dolgotrajen proces. Znotraj inovacij prihaja do ups in downsov, če že recimo nam kaj ne uspe, moramo se iz tega kaj naučiti, moramo se hitro pobrati. Predvsem bi pa izpostavil, da nikoli ne smemo nehati inovirati, ker inovacije so podlaga za kasnejši razvoj in za kasnejše produkte. Tako da kar pogumno. Hvala. Hvala lepa obema. Zdaj pa vas, gospod Kranjec, prosim, da nam pomagate, da čim bolj slavnostno razglasimo in počastimo zadnjega nagrajenca, in sicer v kategoriji Pametno v letu 2020. Spoštovane in spoštovani, čas je, da razglasimo zmagovalca v kategoriji Pametno. In zmagovalec je... iSystem Labs d.o.o. Čestitke! Podjetje iSystem Labs d.o.o. je del mednarodne skupine iSystem, v kateri slovensko podjetje skrbi za razvoj, proizvodnjo, tehnično podporo ter podporo marketingu. Podjetje se že 27 let osredotoča na razvoj in proizvodnjo razvojnih ter testnih orodij za mikroprocesorje in mikrokrmilnike, ki se tržijo pod blagovno znamko iSystem. Njihovi kupci iz razvojnih in testnih oddelkov globalnih podjetij v avtomobilski, letalski in medicinski industriji v Sloveniji izdelana orodja uporabljajo za razvoj in testiranje elektronike oziroma naprav, od katerih so odvisna človeška življenja, oziroma bi bila ta lahko ogrožena v primeru nepravilnega delovanja naprave. Podjetje je v letu 2019 ustvarilo za 6 milijonov evrov celotnih prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal skoraj 1,7 milijona evrov. Lani je zaposlovalo 42 ljudi, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala nekaj več kot 98.300 evrov. Na tuje trge izvozi celotno proizvodnjo, predvsem v Nemčijo, sledijo Kitajska, Združene države Amerike in Indija. Pametno, visokotehnološko podjetje iSystem Labs je v svetovni vrh v svoji panogi prišlo predvsem po zaslugi visoko izobraženih, talentiranih in učinkovitih zaposlenih, ki delajo v razvoju in proizvodnji ter strankam nudijo tudi izbirne rešitve in tehnično podporo. Zaradi vsega naštetega komisija v kategoriji Pametno nagrajuje podjetje iSystem Labs d.o.o. Nagrado v kategoriji Pametno bo prevzel direktor podjetja iSystem Labs Janez Jarc, ki ga nato tudi vabim na krajši intervju. V imenu podjetja se zahvaljujem javni agenciji Spirit Slovenija, da so nas prepoznali kot mlado, inovativno, smart podjetje. V isti priliki moram se zahvaliti zaposlenim, ki gradijo to našo zgodbo in so sploh omogočili, da smo danes mlado, inovativno, smart podjetje. Gospod Janez Jarc, dobrodošli na naši slavnostni prireditvi in seveda srčne čestitke vam in vašemu podjetju. Prejeli ste prestižno nagrado javne agencije Spirit Slovenija in sicer v kategoriji Pametno. Pa če dovolite prvo vprašanje, v kolikšni meri so za vaš uspeh zares ključni pametni talenti? Se skozi čas vrednost človeškega faktorja spreminja? Je v času krize kaj večja? Naše podjetje deluje zelo v takem nišnem trgu, v visokotehnološkem trgu, tako da praktično so ključni ti talenti in preko človeški viri že od vsega začetka nastanka podjetja.
Enako bi trdil, da tudi za to pandemično leto praktično, da je to ostalo nespremenjeno, se pravi še vedno nam je to ključni faktor, se pravi mladi, inovativni talenti. V Sloveniji se že kar nekaj časa borimo z produktivnostjo, stopnjo produktivnosti. Pandemija, kolikor vem, je rodila mnoge aplikacije za merjenje učinkovitosti dela od doma. Pa me zanima, kako pri vas to učinkovitost dela od doma merite ali kako sploh dosegate visoko produktivnost vaših zaposlenih? Tukaj smo mogoče v neki meri malo netipično podjetje, zaposlujemo relativno zmerno vsako leto, recimo 5-8 ljudi, tako da imamo priložnost, da zaposlimo nadpovprečne inženirje, posledično so to običajno ljudje zelo učinkoviti, inovativni in posledično tudi ti ljudje praktično ne rabijo nobenega nadzora ali pa da bi preverjal količino upravljenega dela ali kvaliteto upravljenega dela. Tako da v tem pandemičnem letu praktično s tem nismo zaznali nekega dodatnega dela za oddaljenim delom od doma. Tudi sama učinkovitost ni trpela na ta račun. Smo pa prepoznali neko slabost tega dela od doma, predvsem pri novih projektih, ker se praktično začne graditi neka nova ideja, nov produkt. Tukaj pa smo zaznali opazno poslabšanje, lahko tudi temu rečem, ker ta interakcija, komunikacija med posameznimi inženirji je pač bistveno omejena čez te videoklice, ker naprimer v lanskem letu, ko so se inženirji v istem prostoru, se praktično že med samim razvojem izdelkom, so inženirji med sabo praktično skozi ušesa že informirani, kaj se v podjetju dogaja, kaj se v razvoju dogaja. Potem, ko se neka ideja brusi, pili, je to povsem druga izkušnja, ko se ljudje gledajo iz oči v oči in praktično razmišljajo istočasno o neki novi ideji, se pravi temu bi rekli brainstorming. Pravijo, da ideja ni dovolj, da je pomembna izvedba te ideje. Kako v vašem podjetju zasledujete čim večje število prebojnih idej? Prebojnih inovacij, kako greste skozi procese inoviranja v vašem podjetju? To je v bistvu spet v našem podjetju mogoče malo specifično. Naše podjetje je najbolj prisotno v avtomobilski industriji, kjer praktično tudi, se pravi, te vgrajeni sistemi, na katerem področju mi delujemo, ves čas sledimo praktično za temi partnerskimi podjetji, ki delajo te mikrokrmilnike. Vzporedno gradimo to zgodbo, tudi za našimi strankami, kot so ključna avtomobilska podjetja in drugimi partnerskimi podjetji, praktično te smernice tudi postavljamo, prepoznavamo, kam bo trg šel oziroma kako se bodo ti vgrajeni sistemi razvijali, testirali v prihodnosti. To je odlična iztočnica za moje naslednje vprašanje, namreč vi se vključujete ne le v avtomobilsko industrijo, ampak tudi v letalsko in farmacevtsko. Kaj se bo v prihodnosti zgodilo s prvim dvema, torej z avtomobilsko in letalsko? Namreč Slovenija je tudi vezana na avtomobilsko industrijo, ampak glede na to, da vsi komaj čakamo samo cepivo proti COVID-19, je pravzaprav paradni konj celega sveta farmacija. Kakšne so vaše prognoze in napovedi? Osebno mislim, da bo avtomobilska industrija še vedno ostala močna v tem segmentu, bi rekel, se pravi pri novih tehnoloških rešitvah na področju vgrajenih sistemov, ker to je le trg, ki je zelo velik. Naprimer v lanskem letu se je prodalo 75 milijonov avtomobilov povprečno. To je nek izdelek, v katerega praktično preko neko gospodinjstvo vloži relativno veliko denarja. Malo izdelkov je tako dragih, recimo od 20 tisoč pa do 100 tisoč evrov, če rečemo, tako da je noter vgrajenega veliko znanja, veliko izdelkov, zadaj je veliko dobaviteljev, tako da jaz mislim, da bo tudi ta industrija tudi v prihodnje še vedno zelo močna. Prihaja avtonomna vožnja, ki je velik izziv praktično za vso to industrijo avtomobilsko. Tukaj preko tudi na področju vgrajenih sistemov je prišlo do preko velikega preskoka v smislu kompleksnosti teh elektronskih naprav. Tukaj so preko nove stvari, ki preko jih recimo v sedanjih avtomobilih ni,
Se pravi, avtonomna vožnja zahteva povezavo v splet oziroma dostop do podatkov v oblaku, potem komunikacijo z avtomobili v bližini, ker le tako, bi rekel, neko avtonomno vozilo lahko kvalitetno prepoznava dogajanje v okolici in praktično potem tudi na podlagi tega prepreči ali pa zmanjšuje verjetnost za nesrečo v prometu. Torej, vse gre verjetno v vseh panogah in industrijah v smeri povezovanja, v smeri smart, pa bi vas za konec nekako izvala s 3 besedami, in sicer zeleno, kreativno in pametno. Prve vaše asociacije na 3 magične besede. Kreativnost v bistvu najbolj preko neposredno povezujem z inovativnostjo, ki naše podjetje vsekakor je. Potem preko se mi poraja pomisel na mlade talente, ki so kreativni in inovativni. Potem smart, bi pa rekel, v segmentu, ki delujemo v teh vgrajenih sistemih, praktično preko preoblikujejo današnjo družbo. Poleg te ko sem že omenil avtomobilsko industrijo, veliko se danes dogaja v tem internet stvari, potem tudi ta wearable tehnologija, ki bo dejansko spremenila našo prihodnost. Se pravi, vgrajeni sistemi bodo integrirani v neke zapestne naprave, v grlice, integrirani v tekstil, v našo kožo, pod kožo in bo dejansko spremenil, bi rekel, našo prihodnost. Lahko pa še rečemo pametno vaše podjetje, ki je letošnji nagrajenec v kategoriji pametno. Gospod Janez Jarc, hvala lepa in prenesite vse naše pozdrave in čestitke tudi vašim kolegom. Srečno in ostanite zdravi. Hvala lepa. Hvala lepa vsem podeljevalcem, čestitke vsem nagrajencem in lepa hvala Javni agenciji Spirit Slovenija, da je zelo kreativno, trajnostno in pametno izpeljala to inovativno prireditev. Spoštovani, menim, da bi lahko ob zaključku dejali, da ste vsi, ki se borite za ohranitev in izboljšanje položaja vseh nas na izjemno zahtevnem mednarodnem trgu, zmagovalci. Z inoviranjem ustvarjate krasne okoliščine za uspešen ter optimističen jutri. Iskrene čestitke vsem, še posebej pa prejemnikom nagrad, ki so pravzaprav naši svetilniki, ki vsak dan dokazujejo, da se da. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi in ustvarjanjem novih priložnosti vstopili v novo leto, polni optimizma, upanja, sveže energije in dobro naoljenega motorja za nove poslovne podvige neskončnih razsežnosti. Na Javni agenciji Spirit se vsem tujim investitorjem, ki ste pomemben gradnik slovenskega gospodarstva, zahvaljujejo za doprinos k rasti in razvoju slovenskega gospodarstva in veseli jih, da jih prepoznavate kot pomembnega partnerja tudi pri rasti in razvoju vašega podjetja. Tudi v bodoče vas vabijo, da se obrnete nanje, saj so tukaj zato, da skupaj z vami gradijo še bolj zeleno, kreativno in pametno Slovenijo. Spoštovani gospodarstveniki in gospodarstvenice, nagrajenci in vsi ostali gostje, iz srca vam privoščimo lep preostanek leta, vesel Božič in srečno novo leto. Predvsem pa ostanite kreativni, pametni in zdravi. Poskrbite za vse kocke, da se zložijo v uspešne konstelacije. Nasvidenje in srečno!